Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, lep pozdrav, dobrodošli na tretji nacionalni konferenci regionalnih stičišč nevladnih organizacij. Moje ime je Luka Pečar-Pahor in sicer prihajam iz Samagosa, danes bom pa vaš moderator. Doletelo me je ta izjemna čast, da vodim današnjo konferenco. Na začetku moram povedati, da se ta dogodek snema. Objavljeno bo na naši spletni strani, objavljeno bo na YouTubeu, ampak bomo samo tisti, ki sedimo tukaj v studiu in vsebina prikazani, tako da vas na posnetkih ne bo. Današnja tema nam je vsem nekako blizu, ampak istočasno nam je malčkeno oddaljena. Govorili bomo seveda o digitalizaciji. Predstavljali vam bomo digitalna orodja, ki so načeloma tam zato, da olajšajo vaše delo, da organizacijsko ukrepijo vaše organizacije in istočasno zvišajo digitalne kompetence vaših članov. Zdaj razumem, in to je sploh za nevladnike neka taka klasična zadeva, da se vsi kdaj utapljamo v administraciji in v birokraciji. In danes bomo poskušali najti odgovor na to, ali dejansko ta orodja, ki jih imamo na voljo, lahko z njimi upravljamo naloge učinkoviteje, hitreje in seveda, ali se lahko zanašamo na tiste orodja, ki jih imamo na voljo tudi brezplačno. Predstavljena bodo orodja, ki so jih razvile nevladne organizacije in nadgradile nevladne organizacije. Razmeščene so v sistem po področjih aktualnih za nas. Za njihovo uporabo bodo ključni podatki organizacije, se pravi v vodstvu in v članstvu, na voljo kadarkoli. Ideja je, da s tem zmanjšamo morebitno zmedo o menjavah vodstva, da je nek pregled teh dokumentov dostopen in urejen in seveda ideja o tem, da pač neki podatki niso 25 PDF fajlov stran v določeni mapi, ampak samo en klik stran. In tudi, da so te podatki na voljo tako, zato ne potrebujemo nek magisterij iz FRIA, ampak da z zelo osnovnim znanjem računalništva lahko dostopamo do teh digitalnih orodij. Naše razmišljanje in mišljenje in preizpraševanje digitalnih orodij bo potekalo danes v treh delih. Prvič, po uvodnih nagovorih, kjer bomo predstavili digitalna orodja, bo sledila okrogla miza, kjer se mi bodo tukaj na moji desni pridružili 3 strokovnjaki iz področja digitalnih orodij, nevladnih organizacij in varnosti podatkov. Potem pa boste imeli priložnost, spoštovani udeleženci in udeleženke, da se boste po breakout sobah na tem našem Zoom klicu razdelili in določena orodja, katere vas zanimajo, spoznale pobližje. Zdaj pa, da še jaz mogoče breakoutom iz tega svojega uvodnega nagovora, kjer vas seveda mi v studiu vsi lepo pozdravljamo in vam želimo uspešno današnjo konferenco, bi k besedi povabil uvodnega govorca, gospoda Jureta Trbiča, državnega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo, ki je razvoj večine orodij, ki bodo danes predstavljena, skozi razpis tudi financirala. Gospod Jure Trbič je pristojen za področje lokalne samouprave, nevladnih organizacij, uličnega sistema, upravnih enot in mednarodnega sodelovanja ministrstva. Spoštovani državni sekretar, lepo vabljeni k besedi. Lepo pozdravljene in pozdravljeni. Torej, nek digitalni pozdrav, recimo za začetek. Hvala tudi vam za zanimive uvodne besede in iz moje strani, torej, vsi vemo, živimo leta 2023, v dobi digitalizacije, kot pogosto rečemo, oziroma morda malo bolj strokovno v informacijski družbi. Oziroma pred leti že je na neki konferenci ravno o varnosti zelo dober en digitalni forenzik lepo povedal, da pravzaprav živimo v dezinformacijski dobi, s čimer se, verjamem, mnogi lahko tudi strinjamo. Zdaj, sama digitalizacija, moram reči, beseda, ki meni osebno zelo ni všeč, ker je pogosto samo prazna floskula, ampak ravno mi jo seveda napolnimo z vsebino. Digitalna preobrazba pa uporaba različnih digitalnih orodij in rešitev seveda prinaša mnogo nekih novih izzivov in tveganj, kot vsa nova orodja v človeški zgodovini in razvoju. Hkrati pa normalno mnogo osupljivih priložnosti. Zdaj,
Pogosto česar ne razumemo, lahko hitro rečemo, ojoj, to je pa magija, je čudovito, ampak seveda vsaka stvar ima svoje pluse in minuse. Ampak ne nazadnje, če pristopimo razumno in razumsko, jih definiramo, smo na njih pripravljeni in seveda uporabimo te nove razvojna orodja lahko v kar se da veliko korist. Ker pa je na nek način pomembno, pa ne le morda za gospodarstvo, za ne nazadnje državno upravo in tako naprej, ampak seveda tudi za nevladne organizacije. Namreč digitalna preobrazba ni nekaj, kar se dogaja od včeraj, to verjamem, vemo vsi prisotni, in iz strani državne uprave, kot seveda vsi tudi vemo, je Ministrstvo za javno upravo bilo do reorganizacije vlade tudi pristojno za ta informacijski del. Zdaj seveda to je novo ministrstvo. Ampak vseeno, MJU, seveda ostaja vaše ministrstvo, kajti nevladne organizacije so še vedno pri nas in tega smo seveda tudi zelo veseli. Zdaj, družbeni izzivi, v katerih živimo, niso samo tehnološki preboj, pač uvajanje novih tehnologij v naša življenja in poslovanja, ampak tudi drugi, na primer staranje prebivalstva, povezano s tem tudi ne nazadnje kadrovske slike in situacije. Nov tehnološki preboj in nov razvoj prinaša mladim generacijam, našim otrokom pa mladim, ki so v bistvu zaživeli v digitalni dobi, seveda tudi nove izzive, pasti in nevarnosti, naj si bo s področja zdravja, tako fizičnega, duševnega, kot ne nazadnje socialnega, različne dezinformacije, ki sem že uvodoma omenil, varnostni vidik, o čemer se bo tudi govorilo, pa ne nazadnje sam digitalni razkorak, pa seveda tudi o velikih priložnostih, ki jih smiselna in smotrna uporaba novih tehnologij ponuja. Namreč en izmed velikih izzivov, ki se celotna družba z njo sooča in kot verjamem in vem tudi v nevladnem sektorju, so kadrovski izzivi. Nova orodja pa nam, seveda, če so dobro razvita in tako naprej, prinašajo možnost, bi rekel, dvigniti produktivnost. In seveda produktivnost ne gledamo samo tako ozko, koliko se stvari nekje proizvede, ampak tudi koliko se ustvari. Pa naj si bo dodane vrednosti v ekonomsko-gospodarskem smislu, pa ne nazadnje tudi negospodarski sektor ustvarja zelo veliko, kar verjamem, da mi danes ni treba posebej razlagati. Zdaj, iz strani Ministrstva za javno upravo, vsem znan je nedavni oziroma ta javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih organizacij, ki je bil v preteklem obdobju pač razpisan in je izvajan, kjer smo namenili dobre oziroma slabih 5 milijonov pravzaprav za te zgodbe, kar je še vedno kar precej manj, kot se namenja v gospodarstvo in tu upam, da bo tudi novo ministrstvo imelo večji posluh. Namen razpisa je bil seveda, ker je tudi se počasi izkazalo, da se nevladni sektor oziroma nevladne organizacije uspešne na prijavah podpre in ukrepi na področju digitalnega in seveda izobraževanja in jim pač seveda pomagati in sofinancirati ta razvoj. Na sam razpis je kot zanimiv podatek uspelo 47 organizacij prejemnikov teh sredstev. Zdaj, v prihodnosti, seveda, kot že omenjeno, je zdaj novo resorno ministrstvo, ki se ukvarja z digitalno preobrazbo, vendar MJU tudi tu na nek način ni pozabil, nismo pozabili tudi na digitalno plat in v temu zadnjem razpisu za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju je eden izmed sklopov, konkretno sklop B, namenjen tudi sofinanciranju razvoja, pa ne le razvoja novih rešitev, da ne bomo vedno znova dajali javna sredstva v nekaj, kar pravzaprav lahko že obstaja, zato tudi za nadgradnje in razširjanje digitalnih rešitev za seveda krepitev demokracije. Sicer tu ni toliko veliko sredstev, kot je bilo v tistem prejšnjem razpisu, ker je pač v sklopu širšega, pa ne nazadnje še enkrat tudi digitalizacija sama po sebi ni več toliko naša, ampak
tudi tu nismo pozabili, predvsem pa za ta pogost problem, da se kaj naredi, potem pa ni neke kontinuitete, zato je bil tudi ta sklop nenazadnje razviden, pripravljen. Tako da, iz moje strani zahvala vsem vam, ki na tem področju trudite, se delate, naslavljate recimo mlade, pa njihove težave, nenazadnje vsi vemo tudi veliko zasvojenosti in če se te tehnologije ne uporabljajo pravilno, za vse, ki se ukvarjate z digitalnim kompetencami, splošne populacije, starejših in nenazadnje za vse, ki iskreno iz srca pomagate soljudem. Tako da verjamem in trdim, da bo MJU še vedno nevladnikom večkrat prisluhnil, vas okrepil in pomagal ne le na področju digitalizacije, ampak pravno kot tudi ponavadi. Za danes vam želim en lep, čudovit tudi analogni dan, uspešno konferenco in vse dobro še naprej. Hvala lepa. Ja, hvala državnemu sekretarju za spodbudne besede in za uvodne misli. Sedaj pa bom k besedi povabil direktorico Inštituta Danes je nov dan, Majo Cimerman, da z nami deli njene poglede na digitalizacijo nevladnega sektorja in nam, mislim, da bo Maja predstavila tudi en kratek PowerPoint. Izvoli. Živijo, dober dan. Hvala za povabilo in hvala organizatorjem za organizacijo tega dogodka. Na začetku bi rada predstavila organizacijo, za katero delam in katero danes tukaj predstavljam, Inštitut Danes je nov dan. Na Danes je nov dan že od samega začetka našega delovanja 10 let nazaj postavljamo tehnologijo v središče našega delovanja in nekako usmerja način, na katerega komuniciramo z različnimi javnostmi in kako organiziramo svoje delo. V tem času smo razvili že več kot 10 digitalnih orodij za spodbujanje participacije, večanje transparentnosti, opolnomočenje javnosti pri nadzoru nad odločevalci in podobno. Lansirali smo tudi več kot 80 digitalnih komunikacijskih kampanj, pri razvoju katerih uporabljamo digitalna orodja ali pa ta digitalna orodja vključujemo v same kampanje. Poleg tega smo mi primarno virtualna pisarna, delujemo kot virtualni kolektiv in nam različna digitalna orodja pomagajo organizirati naše delovne procese. In zdaj, glede na vse, kar sem povedala, verjetno lahko predvidevate, da sem velika zagovornica tehnologije in da verjamem, da so digitalna orodja rešitev za večino problemov nevladnega sektorja. Vendar temu ni tako. Nekako nadaljujem s to temo magije, ki jo je državni sekretar prej predstavil in v bistvu menim, da tehnologija ni magična rešitev. Vse zadeve, sodelovanje Danes je nov dan, ki sem vam ga predstavila minuto nazaj, vsebuje tudi veliko neuspelih poskusov. Digitalna orodja, ki smo jih implementirali v lastni organizaciji za izboljšanje našega dela, nekatera izmed njih niso delovala oziroma so nam ustvarila več dela kot pa koristi, recimo. Orodja, ki smo jih sami razvili, nekatera izmed njih niso bila popularna, niso imela uporabnikov ali pa so celo bila neuporabna za tiste posameznike, za katere smo jih razvijali. A zakaj je temu tako? Ker tehnologija ni magična rešitev. Tehnologija ne more rešiti vseh problemov. Primer. Sodelovali smo z občino, ki je do nas pristopila, ker so želeli izboljšati svojo komunikacijo z občani in občankami. Skupaj smo skoncipirali orodje, ki bi jim to omogočilo. Razvili smo nek zelo kompleksen, obsežen zaledni sistem, preko katerega so pobude, vprašanja, problemi občanov in občank prišli direktno do tistih ljudi na občini, ki so
odgovorni za to temo. In kaj se je zgodilo? Nič. Komuniciranje občine z občani se ni izboljšalo, zaradi tega, ker problem ni bilo pomanjkanje digitalnega orodja, ampak bodisi preobremenjeni kadri ali pa nezainteresirani kadri, ki tudi preko digitalnega orodja potem niso bolje ali več komunicirali z občani in občankami. Torej, samo zato, ker obstaja orodje, ni pomembno, ne pomeni, da je primerno za vaš problem. Oziroma, če uporabim slabo analogijo, tudi lopata ni primerno orodje za vsako delo na vrtu. Torej, kako zagotoviti, da digitalna orodja služijo potrebam nevladnega sektorja? Izjemno široka tema, samo nekaj izhodišč. Kot prvo, vsaka implementacija novega digitalnega orodja mora biti posledica razmisleka, kot prvo, kaj je problem, ki ga želimo rešiti, in kot drugo, kaj je učinek, ki ga želimo doseči. Temu bi v angleščini rekli intentionality, torej zakaj delam to, kar delam. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker samo če vemo, zakaj nekaj delamo, lahko tudi vemo, če smo uspešni pri temu. In uspeh niso samo uporabniki digitalnega orodja, ampak je učinek našega delovanja, učinek digitalnih orodij lahko mnogo širši oziroma se lahko meri na veliko več načinov. Merjenje učinka digitalnih orodij je izjemno pomembno, saj nam pomaga izboljšati digitalna orodja in tudi glede na to, da konstantno prihajajo ven neki razpisi, ki nas spodbujajo, da razvijamo digitalna orodja, nam lahko merjenje učinkov našega preteklega dela pomaga informirati prihodnje delo oziroma izboljšati delo v prihodnosti. Kot drugo, pomembno je, da v proces razvoja digitalnega orodja vključujemo tiste, ki bodo uporabljali orodje. Tako kot je pomembno pri razvoju politik, da so tisti, ki jih politika naslavlja, vključeni v razvoj politike, je tudi pomembno, da pri razvoju digitalnega orodja vključimo tiste, ki bojo uporabljali digitalno orodje. Pa bodisi, a so to neke javnosti, zunanje javnosti ali pa naši sodelavci, ki bodo to orodje uporabljali pri svojem delu. In tretje, morda najpomembnejše, ko uporabljamo digitalna orodja, moramo razviti in razmišljati o načelih razvoja in uporabe teh digitalnih orodij. In izjemno pomembno tudi je, da se ta načela spreminjajo oziroma da jih spreminjamo glede na spremembe v tehnologiji oziroma glede na razvoj tehnologije. Samo 5 zopet iztočnic, na katere moramo biti pozorni. Kot prvo, ali so naša orodja vključujoča za ljudi z različnimi oviranostmi. Kot drugo, ali ustvarjamo samo digitalne rešitve in s tem zaklepamo ven ljudi, ki nimajo kompetenc ali orodij za digitalno participacijo. Kot tretje, kako skrbimo za podatke naših uporabnikov? A jih delimo z velikimi korporacijami, ki imajo slabo zgodovino upravljanja s podatki? Četrto, ali uporabnike silimo v nevarne digitalne prostore, kot so družbena omrežja, ki dokazano vodijo k radikalizaciji? Kot peto, ali ustvarjamo digitalne odpadke? Kaj se zgodi z orodji, ko je projekta, ki je financiralo razvoj tega orodja, konec? Torej, če zaključim, tako kot je državni sekretar povedal, digitalna preobrazba ni nekaj novega in digitalna orodja niso neka velika novost. Imamo veliko digitalnih orodij že v nevladnem sektorju in ravno zaradi tega več ni upravičeno, da nereflektirano razvijamo digitalna orodja. Tako kot imamo standarde za naše delo v fizičnih prostorih, potrebujemo te standarde za delo v digitalnih prostorih. Morda ne bodo isti, kot so standardi za delo v fizičnih prostorih, vsekakor pa morajo biti rezultat nekega poglobljenega premisleka. Hvala lepa. Maja, hvala lepa za malo širše ogrevanje. Moram reči, da se strinjam s tvojimi besedami, da tehnologija ni magična rešitev, ampak mogoče smo danes prav zato tukaj, da ugotovimo, da so ljudje, ki uporabljajo tehnologijo, lahko tista rešitev. In to je poanta v bistvu te konference, da se z digitalnimi orodji še toliko bliže spoznamo.
Zato pa v besedi zdaj vabim Jana Magdiča, sodelavca zavoda Nefix, ki je s pomočjo ankete razmestil te digitalna orodja v področja uporabna za vaše delo. Jan, v naslednjih 20 minutah, recimo temu tako, je tale oder tvoj. Veselimo se tvoje predstavitve. Hvala lepa za besedo. Upam, da me boste slišali dobro oziroma tudi videli, kar imam napisano na samem PowerPointu. Tako, kot rečeno, vodič po digitalnih orodjih, ki so trenutno dosegljiva v slovenskem prostoru, predvsem pri nevladnih organizacijah, vam bom predstavil. Naj uvodoma povem, da je raznolikost teh digitalnih rešitev, ki so bila trenutno narejena oziroma ki se razvijajo že več let, kar velika in jih je bilo kategorizirati kar velik zalogaj oziroma kar težko. Zato bom kar takoj omenil, da kar povem tukaj kot neka definitivna značilnost nekega orodja, ni nujno edina značilnost orodja, ampak je eno od teh, ki je bila podobna drugim in jih je bilo zaradi tega lažje dati v skupine. Prav zaradi tega bo potem tudi možnost za tukaj mi je računalnik malo zaštekal, bo tudi možnost za predstavitev v naslednjem delu tega dogodka. Tako. Kako bo potekala ta pregled digitalnih orodij? Torej, pregledali bomo, kdo je sploh odgovarjal, kdo so tisti, ki so se odzvali na naš vprašalnik, čemu sploh služijo te podatke, ki smo jih izbrali, da ne bojo samo sebi namen. Potem bomo pregledali digitalna orodja, ki so namenjena širši uporabi oziroma več različnim organizacijam, ki so nastala z mislijo, da rešujejo problem več organizacij. Drugi del bo pa pregled orodij, ki so nastala znotraj organizacij, torej ki rešujejo neke interne probleme oziroma težave, ki so jih želeli z digitalizacijo rešiti oziroma izboljšati. Pogledali bomo na hitro tudi nekaj izsledkov vprašalnika, tistih malo bolj številčnih oziroma tiste statistike in na hitro na koncu tudi razdeljenih po sobah, tako da tisti, ki danes sledite temu dogodku, boste lahko že videli, kje in kako se lahko vključite v zadnjem delu današnjega dogodka. Tako, vprašalnik je odgovarjalo precej orodij oziroma precej upravičencev razpisa, ki ga je za digitalno preobrazbo v nevladnem sektorju izvajalo Ministrstvo za javno upravo, in sicer 30 odzivov, kar je predstavljalo tudi večino odgovorov. Drugi del vprašalnika drugi del odgovorov prihaja strani nevladnega sektorja, kjer digitalne rešitve razvijajo oziroma jih uporabljajo že drugače oziroma že več časa in jih tudi financirajo iz različnih virov. Teh odzivov je bilo 5, tako da so nekoliko manj izpostavljeni v nekako končnih številkah, ampak nič zato niso nič manj vredne. Imamo pa med temi orodji, ki smo jih dobili, tudi 21 takšnih, ki so postali popolnoma na novo, torej so novi na trgu in se še morajo dokazati glede uporabe, ki je moja predhodnica prej rekla. So pa toliko bolj zanimivi, zato ker so pomagali nevladnemu sektorju, da je pridobilo izkušnje in da je s tem se mogoče pripravilo boljše za digitalizacijo tudi v naprej. Tukaj bom izpostavil, da se tudi jaz strinjam s predhodnico, kar se tiče, da ni samo sebi namen, ko razvijamo kakšno digitalno rešitev, ampak jo moramo tudi uporabljati in jo morajo uporabniki tudi sprejeti. Kot dodatna informacija, nagovorili smo tudi 29 drugih organizacij, ki ima svoja orodja, ki se v trenutnih razmerah niso odzvali. Upamo pa, da bo to storili tudi naprej, da bomo lahko imeli boljše podatke za pregled, kakšno je sploh digitalno okolje v Sloveniji v nevladnem sektorju. Čemu služijo podatki? Zakaj smo jih zbirali? Je več razlogov sicer. Ena je seveda promocija digitalnih rešitev. Tudi v samih vprašalnikih je bilo večkrat vzpostavljeno, da eden od izzivov, ki ga nevladne organizacije imajo, ko so neko digitalno rešitev že razvile, kako zdaj to promovirati in kako dobiti uporabnike, kako dati besedo ven, da je njihova rešitev najboljša oziroma rešuje točno
problem, ki ga neka nevladna organizacija ima ali pa posameznik. Tako da s tem namenom je nekako prvi. Seveda ozaveščanje sektorja nevladnih organizacij o možnostih digitalizacije. Nekateri mogoče se ne zavedajo, kaj vse lahko v naših procesih in delovanju digitaliziramo oziroma pohitrimo in mogoče zmanjšamo zaradi tega količino dela, ki ga morajo naši prostovoljci početi, ali mogoče celo jih spodbudimo, da delajo hitreje pa boljše in jim delovanje v naši organizaciji predstavlja manjši izziv, kot bi ga sicer. Raziskovanje poteka digitalizacije v nevladnem sektorju se osredotoča predvsem na to, da vidimo, kako se skozi leta nevladni sektor odziva na možnosti, ki jih digitalizacija ponuja, tehnologije, tudi cena nenazadnje, pa tudi vedno več ljudi oziroma uporabnikov bo navajenih na digitalna orodja in bo mogoče zaradi tega tudi prej in lažje sprejeli neka digitalna orodja v nevladnem sektorju. Želeli smo jih zbrati na eno mesto, na pregledno predstaviti. To bo na spletni strani ZNVO tudi dostopno v obliki tabele, ker lahko po različnih vidikih filtrirate vsa orodja in najdete tista, ki vam najbolj ustreza. Naj si bo to na področju tematike, naj bo to na področju mogoče cene, ki jo ta ponuja, mogoče pa samo zaradi njene funkcionalnosti, torej mogoče rabite neko funkcijo, ki je ne dobite na slovenskem trgu in boste zaradi tega lažje in podpirali lokalno. Zbrati poglede o digitalizaciji strani tistih, ki so razvijali orodja, tukaj se navezuje tudi na mojo predhodnico. To kljub vsemu je bil ta razpis oziroma digitalizacija v nevladnem sektorju tudi priložnost za učenje vseh, ki so deležniki v nevladnem sektorju. Veliko organizatorjev, veliko prostovoljcev nima izkušenj z razvojem digitalnih orodij in jim je organizacija teh dotičnih orodij trenutno dala ta uvid v to, kaj je vse potrebno narediti, preden se neko orodje pojavi v javnosti oziroma ga sploh začnejo razvijati, komu je namenjeno in tako naprej. Naj se osredotočim na pogled, ki ga imamo pred seboj. Tukaj bodo po skupinah razdeljena digitalna orodja, ki sem jih prepoznal po neki njihovi funkcionalnosti oziroma namenu, ki ga imajo. Ni pa to vsekakor edini namen, tu bom še spet to poudaril. Pa tudi moja predstavitev bo seveda dosti bolj površna oziroma dosti bolj hitra, glede na to, kaj vam bodo sami organizatorji oziroma prostovoljci povedali v drugem delu tega dogodka. Vkolikor vidite zraven imena digitalne rešitve zvezdico, to pomeni, da bo danes predstavljena tudi bolj podrobno, tako da lahko že med samo predstavitev malo pogledate, ali imate možnost danes slišati o tej rešitvi, ali bo potrebno stopiti v kontakt z samim organizatorjem in se pozanimati tako, če ustreza vam, glede na to, kar boste slišali. Tako, vsa orodja omogočajo nekakšno bazo podatkov za obdelavo, za lažje delo. Pred vami pa je 5 orodij, ki imajo med svojimi glavnimi cilji prav omogočanje digitalne baze uporabnikov, torej za lažje sledenje le-tem. Prvi je recimo lokalni brskalnik prostovoljstvo.org, ki ga razvijajo na Slovenski filantropiji. Ta je namenjen koordinaciji prostovoljcev in koordinatorjev prostovoljnega dela, zato da tisti, ki potrebujejo neko pomoč v obliki prostovoljnega dela in tisti, ki bi jo želeli ponuditi, dobijo ta stik in steče delo lažje in hitreje. Naslednji je medgeneracijska prostovoljska mreža ProNet, ki jo razvija na ustanovi Fundacije Bit Planota, socialno podjetje, in je namenjena temu, da se nekako opolnomoči starejše oziroma da se predstavlja neko prostovoljno pomoč za starejše. Tukaj govorimo o digitalizaciji starejših oziroma o opolnomočenju, pa tudi o tem, da prostovoljci pridejo v stik z starejšimi osebami in da jim pomagajo. Naslednja je Planinstvo 4.0, ki jo razvijajo na Planinski zvezi Slovenije. In ta je namenjena temu, da skrbijo za naravo in poti, torej vzdrževanje poti in tudi promocijo samega gorništva, torej omogoča recimo, vkolikor vidite, da je neka pot v slabem stanju, da jo preko aplikacije sporočite točno
kraj in lahko potem ustrezne službe to grejo in uredijo. Naslednja je digitaliziramo lokalno turistično vsebino. Tukaj se gre predvsem, organizatorji seveda Turistična zveza Slovenije, tu se gre predvsem za to, da bi združili turistično ponudbo pod eno platformo in s tem povečali njen učinek, torej od obiska do samih vsebin, ki se jih ponuja, neko bolj koherentno ponudbo. Naslednji in zadnji v tem sklopu je sistem za upravljanje v nevladnem sektorju oziroma nevladnih organizacijah. Tega organizira Mladinski center Postojna oziroma Borejo in sicer se gre za podporo nevladnim organizacijam od tega, da sledijo članstvu, ki ga imajo organizaciji samih dogodkov v sklopu svojih organizacij, pa tudi vodenju projektov, torej sledenju financ, ciljev in tako naprej. Naslednji del je večanje digitalnih kompetenc, ponovno, to je neka skupna točka teh 7 aplikacij oziroma orodij, ki jih imamo, ni pa to seveda edini. Zato bomo pogledali spet malo bolj podrobno, o čemu se gre, in sicer digitalno vključeni medgeneracijske sinergije v digitalnem učnem okolju za kakovostno staranje od Zveze društev upokojencev Slovenije. Ponovno se govorimo tukaj o digitalizaciji za starejše oziroma pismenosti starejših glede na digitalne orodbe, ki obstajajo, pomoč pri raznih e-okoljih, e-storitvah, ki jih ponuja recimo javna uprava, pa zakaj ne tudi pri komunikaciji in pridobivanju informacij. Naslednja je digitalni fitness dolgožive družbe, DFIT, strani društva Novus, ki je glede ciljne skupine zelo podobno njenemu prehodniku, torej za starejše se osredotoča na to, da starejši pridejo do nekih orodij digitalizacije in jim pomaga seveda pri njihovi uporabi. Naslednji so odprti računi, to je strani organizacije Danes en dan, katero smo lahko slišali tudi pred tem razdelkom. Gre se pa o transparentnosti poslovanja. Torej, namenjena je nevladnim organizacijam, pa tudi občinam, kar se tiče porabe javnih sredstev, pa tudi kakšna je učinkovitost porabe samih sredstev in to informacijo dati v javnost, da je dostopna vsem hitro in učinkovito. Naslednji je digitalni spletni distributer glasbe strani Sigica. Tu ni samo po sebi digitalna rešitev, oni so se lotili problema drugače, z ozaveščanjem oziroma z informiranjem njihove ciljne skupine, ki so v tem primeru glasbeniki slovenski, in sicer se gre za promocijo njihove glasbe na spletnih platformah, ki to omogočajo in od tega mogoče tudi kaj zaslužiti. Namreč v Sloveniji imamo, kar se tiče pridobivanja denarnih sredstev strani predvajanja avtorske glasbe, smo precej nazaj in oni želijo to spremeniti. Naslednja je Vprašaj državo strani Transparency International Slovenije. In gre se o tem, da omogoča dostop do informacij javnega značaja. Seveda tukaj se gre o zavezancih, ki so temu zavezani po zakonu in želijo omogočiti lažji dostop do vseh teh informacij in da lahko ljudje tudi potem pridobijo te informacije za njihovo lokalno okolje ali pa na splošno. Potem je naprostem.si strani Beletrine. In gre se o tem, da podpirajo digitalizacijo nevladnega sektorja, delovanje nevladnih organizacij, pa tudi organizacije dela in vsega, kar pride do tega zraven. Zadnja še v sklopu digitalizacije, večanje digitalizacije kompetenc v nevladnem sektorju je e-Duri strani ID20. Gre se za izobraževanje na temo digitalizacije v sektorju, s tem, da se oni osredotočajo na kulturno dediščino, torej kako to, kar ponuja digitalizacija, povezati z kulturno dediščino in jo s tem opolnomočiti oziroma omogočiti dostop do nje večji skupini ljudi. Če sem prav videl, ne vidim sicer trenutno pogovorov, za vprašanje bo čas na koncu, tako da glede roke bomo potem imeli še kakšno minuto časa. Potem neka značilnost, ki se gre za naslednjih 7 orodij, je poenostavljanje postopkov, seveda, kot omenjeno naprej, ni to edina. In sicer prva je ERK pomoči strani območnega združenja
Rdečega križa Slovenija Novo mesto. Gre se za pomoč ljudem v stiski, torej digitalizacija procesov, kar se tiče oddaje različnih dokumentov, oziroma da sploh pridobijo informacije, do česa so upravičeni, oziroma da pridemo tudi do tistih, ki mogoče se ne zavedajo, da so upravičeni do določene pomoči, pa bi to morali. Naslednji je SIMS, sinhroni interaktivni multistreaming, strani gledališča Ane Mondoro. Oni so se lotili digitalizacije samih dogodkov, kar pomeni, da omogočajo streaming oziroma pretočno vsebino dogodkov, ki se dogajajo v živo na splet, tako da so le-tej lažje dostopni tudi širši množici in to dela na veliko različnih načinov. Na to je ESOS, spletna prepoznava socialnih stisk, strani slovenskega Karitas, in sicer ponovno pomoč ljudem v stiski, informiranje, podpora in s tem širjenje nabora oziroma širjenje tistih ljudi, ki so do te pomoči upravičeni, da pridejo do le-te. Naslednja je najdi.se, strani zavoda Vozim. To je nekako skupna vstopna točka za orientacijo pri duševnih stiskah. Tisti, ki se pojavijo, tisti, ki imajo duševne stiske, da pridejo do informacij, kje lahko dobijo pomoč, kako si lahko pomagajo in seveda, da s tem rešujemo problem socialnih stisk in duševnih stisk med ljudmi. Naslednje tekmujem v znanju za Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Oni želijo povezati ponudnike tekmovanj na področju znanja preko raznih načinov, med drugim tudi s koledarjem samih dogodkov, zato da so le-tej boljše koordinirani oziroma boljše razporejeni in da so informacije o njih dostopne širši populaciji. Naslednja je razvoj novih in nadgradnje obstoječih storitev s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev za uporabnike storitev Košarkarske zveze Slovenije in partnerjev. Malo daljši naslov, ampak to so naslovi, ki so bili oddani tudi na samih razpisih, tako da zaradi tega niso mogoče najbolj primerni za kratko poimenovanje. Organizacija, ki je to uredila, seveda Košarkarska zveza Slovenije. Oni so želeli urediti prehod iz analognega organiziranja dogodkov in samega delovanja v digitalizacijo oziroma digitalni prehod. Tukaj govorimo o tem, kako se vodijo zapisniki tekem do športnikov, do same organizacije dogodkov in tako naprej. Digitalna nova generacija organizacij, Digital NGO, strani mreže Mama. Ta naslavlja izzive mladih v sektorju nevladnem in sicer promocija učinkov samega nevladnega sektorja na področju mladinskega dela in kaj to mladinsko delo potem pomeni v širšem pomenu. Naslednji je beleženje samih kompetenc, ki jih pridobivajo prostovoljci in uporabniki v nevladnih organizacijah. Prvi v tem sklopu je Ljubljana mesto učenja, zavoda Tipovej. Oni se osredotočajo na promocijo učnih priložnosti za mlade, torej vse, kar ponudi nekako mladim možnost za pridobivanje novih veščin in učenja, se združi na platformi, ki je vezana tudi na zemljevid, tako da lahko mlad človek tudi vidi, kaj je bliže njemu in nastopi k pridobivanju teh znanj in veščin. Naslednji je zavod Nefix, ki se bo tudi danes predstavil, kot vidimo, in predstavlja orodje eNefix, ki je za beleženje kompetenc mladih, tudi zbiranje prijav za razne dogodke, potrjevanje same prisotnosti, pa tudi izpis svojih kompetenc pri iskanju zaposlitve. Potem je digitalni program MEPI, zavod MEPI kot mednarodno priznanje za mlade. Podobno kot prejšnji se osredotoča na celostno spremljanje učenja mladih na področju seveda prostovoljstva, športa in različnih drugih veščin, s čimer želijo mlade opolnomočiti in povečati njihov nabor znanj, ki jih imajo, ko rastejo. Digitalizacija vodenja prostovoljskih ur in aktivnosti z najemom aplikacij. Tukaj smo zdaj pri prvi takemu primeru, ko je podjetje ponudilo svoje aplikacije, ki sicer ponuja v gospodarstvu, v tem primeru tudi v nevladnem sektorju, in govorimo o podjetju Intera d.o.o. z aplikacijo Intrix. Tukaj
se gre predvsem o beleženju prostovoljskih ur, ki jih prostovoljci uredijo, oziroma digitalizacija poslovanja in s tem olajšanje dela nevladnemu sektorju, s tem, da ima več podatkov, s katerimi lahko deluje, nenazadnje tudi, da pohitri delo pri poročanju oziroma pri spremljanju dela svojih prostovoljcev in vseh ostalih. Zadnja v tem sklopu pregledovanja in beleženja kompetenc je spletna aplikacija za beleženje, pregled in analitiko delovanja strokovnih služb in prostovoljcev z imenom Skupinca, Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije. Tukaj se ponovno vrnemo na področje starejših, je pa predvsem se osredotočajo na to, da beležijo opravljanje ure prostovoljcev in razbremenjujejo administracijo same organizacije, zato da je delo in učinek dela večji in zahteva manj časa. Naslednji sklop, predzadnji v tej predstavitvi, je organizacija oziroma orodja, ki promovirajo storitve na daljavo. E-arhiv uporabnikov DPČ 2.0, društvo Projekt Človek. Tukaj želijo svojim zaposlenim omogočiti lažji pregled storitev, ki jih ponujajo do svojih uporabnikov in s tem tudi spremljanje učinka. Ker se ubadajo z uporabniki, ki imajo različne oblike zasvojenosti, je zelo pomembno, da vidijo tudi, kakšen je njihov učinek in koliko jih uspe s tem se rešiti zasvojenosti. Linija spregovori, Transparency International Slovenije, ponovno v tem primeru, to je druga aplikacija, ki so jo predstavili, je podpora in zaščita žvižgačem. Nekateri so opazili, da je podpora žvižgačem premajhna. To orodje omogoča prav to, da so žvižgači v tem primeru zaščiteni, njihova anonimnost, kar omogočajo na različne načine, z različnimi algoritmi, da pridemo še vedno do teh informacij. Želijo pa, da se nekako nepravilno delovanje, ki ga žvižgači opazijo, ne ustavi tam, ampak da pride v javnost. Naprej so zapisi spomina zavoda Dobra pot. Želijo opismenjevanje starejših in predvsem digitalizacijo ustnega izročila, da se znanje in njihove veščine ne bi izgubile, ampak da bi ostale tudi v prihodnost, zato jih digitalizirajo. Informatizacija evidenc, pregledov, vzdrževanja in servisiranja zaščitne opreme in tehnične gasilske opreme, na kratko EGZRO, strani Gasilske zveze Slovenije. Oni so se lotili ene težave, ki jo imajo pri svoji zaščitni opremi oziroma opremi za gašenje. Zakonodaja jim nalaga to, da spremljajo, kako je obraba in zamenjava te opreme, so pa vse to delali do zdaj na papirju oziroma analogno. To so zdaj prenesli v digitalno sfero, kar pomeni, da lahko nadaljavo spremljajo, kakšno je stanje zaščitne opreme in jo temu primerno tudi zamenjajo oziroma popravijo. Razvoj komunikacijskih sposobnosti Rdečega križa Slovenije, tukaj tudi so se lotili nekoliko drugače, torej ne samo z nekim orodjem digitalnim, ampak so se želeli digitalizirati znotraj same organizacije in sicer izboljšati so želeli svoje notranje poslovanje, torej olajšanje dela in tudi samo interno komunikacijo. Zaradi količine ljudi, ki delujejo v sklopu Rdečega križa Slovenije, so prepoznali to potrebo, da bi izboljšali in olajšali komunikacijo med njimi, da je pretok informacij in dela hitrejši in da se ljudje počutijo informirani oziroma na tekočem z vsem, kar se dogaja. Še zadnji del je pa še projektno vodenje. Vse orodja, ki sem jih do zdaj predstavil, so bila nekako tudi povezana s samim projektnim vodenjem, seveda, so pa naslednjih 6 orodij namenjena prav temu, da omogoča neko celostno vodenje projektov. Prvi je z digitalno preobrazbo do boljših storitev društva Mozaik in sicer upravljanje različnih platform, ki ponujajo oziroma omogočajo delo nadaljavo. Tukaj so se osredotočili na to, da bi lahko ljudje svoje delo upravljali tudi
oddaljeno, ne pa samo na samem kraju samih nevladnih organizacij. Naslednji je e-konsulta, program za vodenje članstva, prostovoljskih ur in enostavnega računovodstva. Tukaj prijemo do recimo enega vidika, ki je pri nevladnih sektorjih kar pereč, torej računovodstvo. Razvija ga Društvo za razvoj in varovanje GEOS-a. In sicer ponuja, tako kot omenjeno, projektno vodenje, razno vodenje evidenc, optimizacijo dela, nenazadnje pa tudi izdajanje in sledenja računov in vsega, kar pade tukaj zraven. Aplikacija za urejanje članstva in verifikacija jadralcev ter za vodenje regat. Tukaj vidimo še eno odprto tematiko, ki je mogoče drugačna od onih, ki smo jih ponavadi vajeni, in sicer šport, vodenje regat strani Jadralne zveze Slovenija. Želeli so optimizirati delo med samo zvezo, klubi in športniki, tako pri samem delovanju iz dneva v dan, kot tudi pri organizaciji raznih regat in sledenju vseh podatkov, ki pridejo tukaj, od raznih rezultatov, točk in tako naprej. Ponovno je tukaj Intrix, ki smo ga spoznali že v prejšnjih predelih. Tukaj je prav del oziroma aplikacija za vodenje projektov strani Mladinskega društva Bistrica ob Sotli. Oni so želeli podporo pri vodenju projektov, torej so prepoznali potrebo za profesionalizacijo oziroma olajšanje samega projektnega vodenja in so si z Intrixom pomagali in to rešili. Naslednji je pomagamo.io strani zavoda Sopotnik. Oni so se lotili tudi ene pereče teme, in sicer diversifikacije samega financiranja. V kratkem bi to bilo, oziroma stojko se temu reče crowdfunding. Želijo pomagati ljudem priti v stik z nevladnimi organizacijami oziroma z nekimi projekti in jim omogočiti, da to darujejo po vzoru nekih crowdfunding platform, ki jih najdemo tudi v tujini. Ta je primerna za Slovenijo. Zadnja v tem sklopu je še CRM sistem v društvu Viljem Julijan. Oni so prepoznali potrebo po optimizaciji svojega delovanja oziroma dela in niso se toliko lotili transparentnosti, kot jo ponavadi vidimo, torej navzven, ampak so želeli z digitalizacijo v tem trenutku omogočiti oziroma zagotoviti transparentnost delovanja znotraj same organizacije, torej da so vsi na tekočem in da se ve, koliko in kaj je bilo narejeno in kako se premika razvoj projektov vnaprej. Tako, to nekako zaobide vse aplikacije, ki so se odzvale k naši anketi in upam, da nekako opišem, da uvid v to, kar počnejo in kako. Neki izsledki, jih je bilo več, zaradi današnje časovne stiske pa se bodo predstavljeni v drugačni obliki. Bi pa rad izpostavil nekaj, in sicer mogoče malo ironičnih, glede na to, kar smo slišali v predstavitvi prej, ampak recimo vsi anketirjeci z izjemo enega menijo, da so njihove rešitve inovativne in višajo raven usposobljenosti na področju digitalne družbe. Tukaj se predvsem prepozna to, da imamo vsi velik optimizem do svojih digitalnih rešitev, kar menimo, da res pripomorejo k temu, za kar so bile namenjene. Realnost pa je večkrat mogoče malo bolj kruta, kar pomeni, da se mogoče kakšna aplikacija ne bo prijela in bo šla v pozabo, kar sicer nič narobe, prav zaradi tega, kar sem omenil prej, je učinek, ki ga je imelo prav izvajanje teh digitalizacije, res izjemen in dragocen, saj bo pripomorel k temu, da bo lažje potem iskanje nekih rešitev v prihodnje oziroma v razvijanju digitalnih rešitev naprej. V digitalnih vodah se večkrat reče, da se lahko tudi naučimo nekaj strani neuspelih projektov, in v sklopu tega je prav to, da lahko pridemo do informacij o aplikacijah, ki mogoče ne bodo uspešne, vidimo, zakaj le te niso bile. Kar 82% tistih, ki so odgovorili na vprašalnik, meni, da so aplikacije dvignile učinkovitost nevladnega sektorja. To je seveda zelo pozitivno in zelo optimističen pogled, kar je super, zaradi tega, ker bomo lahko spremljali, kako je ta učinkovitost pomagala pri boljšem delu nevladnega sektorja, in tukaj imamo podatek, da lahko potem tudi primerjamo čez nekaj let, kako je do tega prišlo in kako se je to razvilo.
Kar 3/4 jih meni, da na aplikaciji krajšajo čas porabljen za administracijo. Skozi leta večkrat slišimo, da je administracija tista rak rana, ki onemogoča učinkovito delo na terenu. Nadejamo se, da bodo te aplikacije seveda res omogočile porabljanje manj časa, da so bile narejene s tem v mislih in da bodo to res omogočile. S tem lahko seveda pohvalimo Ministrstvo za javno upravo, ki je to mogoče malo ekspeditiralo oziroma omogočilo širšemu naboru organizacij, da bodo to preizkusile in uredile na čim bolj optimalen način. 86% jih meni, da aplikacije večjo dostopnost storitev širšemu občinstvu. To je seveda pomembno, kjer smo z dogodki v živo omejeni seveda na fizično razdaljo. Tukaj pa je kar velik procent takšnih, ki želi svoje storitve, naj si bo to do svojih prostovoljcev ali uporabnikov, nekako razširiti in omogočiti večjemu številu. Še zadnja dva podatka, ki so bila tako malo bolj pomembna, sta, da je 70% teh menilo, da aplikacije zmanjšujejo količine dela samih uporabnikov. To je za razliko od prejšnjega dela pomembno, saj je veliko teh, ki so odgovorili, izpostavilo, da je bil izziv, kako pridobiti podatke o svojih uporabnikov oziroma svojih prostovoljcev na terenu, opravljene ure, kaj so opravili in tako naprej. In to tudi pomeni, da bojo s tem imeli lažje delo. Še zadnje pa 84% jih navaja, da aplikacija omogoča lažje zbiranje in obdelovanje podatkov, kar kaže na eno razstrano, in sicer to, da je mogoče do sedaj bilo zbiranje podatkov in delo po neki analizi težje, in seveda se nadejamo, da bodo te aplikacije to izboljšale in da bo več data-driven dela naprej. Hvala za vašo pozornost. Po mojem izračunu sem 30 minut porabil in hvala za vašo pozornost. In v naslednjem slajdu boste videli tudi, kako so razdeljene sobe po številkah in po organizacijah glede na njihovo orodje. Tako da predajam besedo nazaj. Jan, hvala za tvojo izčrpno predstavitev. Zdaj pa bom jaz v svoji družbi pozdravil 3 strokovnjake na svojih področjih, ki so se mi pridružili tukaj v naši digitalni dnevni sobi. Mogoče bomo začeli kar iz tele strani takole. Simon Delacorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo in predstavnik mreže Novobit. Potem imamo z nami Jožeta Gornika, vodjo središče Zavoda Netix, in še Matijo Ravnikarja, SRC Infonetov, strokovnjak za varstvo podatkov. Zdaj, gospodi, mi smo se zmenili, da se bomo med sabo tikali, na koncu smo le v dnevni sobi, imamo konferenco o digitalni preobrazbi in digitalnih orodjih nevladnega sektorja, tako da moramo biti malo nevladniški tudi sami s sabo. Pa dajmo kar direktno iti v vprašanja, da izkoristimo čim več našega prostora. Jože, jaz bom pri tebi začel, če smem. In te bom vprašal, čisto da imamo začeti pri nevladniki z nevladniki. Kakšne so vaše izkušnje v nevladnega sektorja, kaj so tiste ovire, kje so mogoče prednosti pri digitalnih orodjih, kaj bi rekel? Jaz bi tako rekel, da dejansko, ko smo se začeli soočati s to digitalno preobrazbo, smo videli, da to prinaša tako koristi kot določene izzive. Res je bila to priložnost za nevladne organizacije, da na nek nov način pridejo do ljudi, pridejo do posameznika, pridejo v dnevno sobo, tam, kjer nekdo je. Hkrati pa seveda moramo vedeti, da ga pa nimaš tam. Mi smo zelo navajeni na osebne stike, tako kot smo mi danes tukaj, da se lahko pogovoriš, malo komentiraš. Tako da rekel bi, da pozitivna stvar je gotovo bil ta lažji dostop do informacij, kar naenkrat si lahko dobil, povečanje učinkovitosti pri nekem upravljanju projektov, dogodkov, koordinaciji stvari. Seveda se je s tem tudi izboljšala ta komunikacija, sodelovanje z nekimi ciljnimi skupinami. So pa tudi postale spletne platforme in ta orodja, tudi en tak močen orodje za ozaveščanje, tudi zbiranje sredstev, pa mobilizacijo podpornikov. Tako da ta del, bi rekel, z vidika prednosti je kar velik. Smo pa seveda imeli te, bi rekel, neke inovativne pristope, ki so se nam zdeli inovativni, ki jih pa seveda je treba nekako evalvirati, tako kot je bilo tudi prej rečeno, čisto na začetku, mogli se bomo malo vprašati,
kaj prinaša plus, kaj ne prinaša. Ne. Je pa gotovo, da neke učne organizacije so lahko prek orodij seveda kar naenkrat dostopale do ljudi, ne samo v nekih centrih, ampak tudi naokrog. In to je pa za nas pomembno, ne, da se res lahko dotaknemo teh, ki so, ne. Seveda pa takoj pride do ovir pri dostopnosti do tehnologij. Seveda neke ciljne skupine nimajo takih sredstev, da bi zdaj imele in prenosnik in računalnik, tudi seveda Kje so povezava. skupine, recimo? Mislim, to so seveda malo starejši, to so pač ljudje recimo na podeželju, ne vem, ljudje s posebnimi potrebami, tako da tukaj je seveda tudi, ne vem, dostopnost spletnih strani, ne, za tiste, ki potrebujejo, ne vem, povečavo, barve, to pomeni, da so spletne strani res prilagojene, dostopne, ne. Tega seveda ni, ker enostavno se nismo vsi uspeli tako hitro prilagoditi in vsi gledamo tako na večino, ne. In to je ta problem tudi kulturnega okolja, v katerem delujemo, tako da je. Prej smo šli v eter, so vi s Simonom rekli, a nismo bili v bistvu v to nekako nevladnem sektorju pahnjeni v času korone, ne. In smo se hitro navadili v bistvu na neke te digitalne rešitve. Pa bi mogoče zdaj prav Simona vprašal naprej, kaj pa je zdaj tista stvar, ki iz tvojega vidika recimo, ne, lahko še res razvijemo za to, da bo ta digitalna orodja pri ljudeh še toliko bolj prisotna, da bodo znali uporabljati, da bodo vedeli, kaj je tisto, kar jim koristi. Ja. Najprej hvala za vabilo na ta dogodek, tudi zahvala mreži Regnanci Čišč, nevladne organizacije za organizacijo tega dogodka. Se mi zdi, da vse skupaj predstavlja en tako pomemben kamenček v tem širšem mozaiku te zgodbe v digitalni preobrazbi nevladnega sektorja, za katero moram pa reči, da ni tako prišla tudi ne po koroni, takrat se je bolj, bi rekel, postala bolj relevantna. Ampak mi se dejansko na sistemski ravni s to digitalno preobrazbo, tudi informatizacijo nevladnega sektorja ukvarjamo dejansko zadnjih 20 let. Spomnimo se, leta 2003 je takrat delovala še mreža multimedijskih centrov, ki se ukvarjajo predvsem s temi točkami in pa dostopom infrastrukture. Potem smo imeli leta 2007, je bil ta zanimiv projekt Okno, odprt tako da za nevladne organizacije, kjer je tudi SNVOS bil vključen, pa več nevladnih organizacij. Takrat je tudi narejena ena prva taka analiza potreb nevladnih organizacij na tem področju. Takrat so bile v tistem duhu časa bolj vprašanja, ima nevladna organizacija spletne strani. Takrat se je tudi postavilo, da so že vprašanje veščin, kako uporabljati te različne računalniške programe in tako naprej. Potem smo 2014 bila ustanovljena ta krovna vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo, ki poskuša krovno nastavljati vprašanje digitalne preobrazbe. 2015 smo naredili potem še eno sistemsko analizo potreb nevladnih organizacij. Takrat so se že pokazale, 2015 so bile bolj potrebe po nekih digitalnih storitvah, nekih krovnih servisih, vprašanje socialnih omrežij, uporabe teh veščin in tako naprej za komunikacijo. Mogoče najnovejše stvari, ki so pa zdaj aktualne, tudi se navežem s tem, kar je Jože rekel, izhajajo pa te izkustva z nevladnega sektorja s tem covidnim obdobjem. Smo pa imeli lani pa avgusta delavnico za vzpostavitev digitalnega središča nevladnih organizacij, ker so tudi sodelovali vsebinske mreže Regionalna čiščišča, Ministrstvo za javno upravo, služba za digitalno preobrazbo, ministrstvo. Tam smo teh 6 področij identificirali, ki so zdaj aktualna za nevladni sektor. Prvo je to vprašanje, ki ga danes naslavljamo, dostop do računalniške opreme, do teh digitalnih tehnologij, orodja. Potem drugo področje so digitalne kompetence, veščine, ki jih je treba tudi sistemsko nagovoriti, da znamo te stvari uporabljati, da razumemo neka pismenost. To bo verjetno pa tudi več v tem kontekstu varnosti pa uporabe podatkov, da vemo, kaj so posledice, to smo pa navezali. Potem tretje področje so kadri, to je bilo tudi omenjeno, mislim, da je bilo strani državnega sekretarja, namreč mi v nevladnem sektorju rabimo ta programerski kader, razvijanje aplikacij, strani in tako naprej, seveda, ampak tukaj nevladni sektor z vidika plač ni konkurenčen, tukaj treba neko potem rešitev najti. Potem treba izpostaviti tudi, kakšna digitalna preobrazba za kakšen nevladni sektor. Mi vemo, slovenski nevladni sektor je zelo razpršen, je precej znotraj področij sektorjev regijsko, so različne potrebe. In mi zdaj ne govorimo o nekem enotni predstavi, kaj je digitalna preobrazba, ampak pa katere digitalne preobrazbe so tiste, ki najbolj ustrezajo nevladnemu sektorju. Treba razviti nek model tudi digitalne strategije kot sektor, da pa nagovorimo to. In pa za zaključek pa to klasična zgodba nevladnega sektorja, financiranje teh projektov. Jaz sem zelo vesel, da Ministrstvo za digitalno preobrazbo razmišlja v tej smeri. Napovedalo je tudi nek razpis konec leta za to
Da bi lahko bomo še omenili potem. S tem bi pa tudi mogoče zaključiti tako. Ja, se s tem še vrnemo, Ja. Ampak zdaj sem na Matijo navezal, prej si mu lepo nekaj povedal o veščinah, ne? In v bistvu prvo vprašanje zate, kot za strokovnjaka pri ravnanju z podatki in z varnostjo podatkov, v bistvu, kaj je recimo tisto, kar že nekako iz naših izkustev, ne? Pa smo nekako že imamo neko samo refleksijo do tega, kako lahko neko znanje, ki že zdaj imamo, ne? Pa ga moramo samo mogoče malo bolj ponotraniti, s katerimi znanji lahko že zdaj nevladniki operirajo pri tem, da svoje podatke bolje varujejo. Hvala za povabilo. Jaz bi tako začel. Poskusite razmišljati tako, da ste na drugi strani. Katere podatke vi dajete korporacijam, ustanovam, organizacijam in vi želite kaj, da oni z njimi delajo samo tisto, kar smejo, samo toliko časa, kolikor smejo, da tega ne pošiljajo naokrog, plus da imajo legalni pravni temelj, kot se temu reče, da to sploh smejo delati. Če znate vi se na drugo stran postaviti, GDPR, varstvo osebnih podatkov, ZVOP 1, ZVOP 2, ja, ful papirologije. Kaj je bistveno? Bistveno je, da imamo končno posamezniki moč, v teoriji vsaj, ampak se tudi v praksi že kažejo rezultati, da lahko korporacijam, ki se ne držijo pravil, dejansko posledice povzročimo. In če nevladne organizacije, pa pustimo zdaj aplikacije kot take, ampak celotna nabirka obravnave osebnih podatkov, kako se v organizacijah s tem dela. Če vi izhajate ven iz tega, da dejansko namen je transparentno razložiti sodelavcem, strankam, prijavljenim prostovoljcem, komorkoli, kaj boste počeli s podatki, zakaj boste hranili, zakaj imate sploh pravico do tega, kje lahko kaj več izvejo, pa če se kaj ne strinjajo, da se lahko na vas obrnejo, pa jim boste pomagali. Jaz mislim, da bi si tega kot uporabnik vsak želel in jaz, če vidim na drugi strani kjerkoli aplikacije, tak odnos, je to 30, 40, če ne več procenten večje zaupanje, da dejansko je to nek sistem, ki je upravljan z dejanskim interesom varnosti in neke ozaveščenosti v varstvu osebnih podatkov zadnje. Veš kaj, bom kar začel s tabo, v bistvu imam še eno vprašanje, ki bi ti ga rad naslovil, pa je čisto povezan s tem, ki si zdaj rekel, ne, se pravi z varnostjo in občutkom tega pri uporabniku. Ne. Ker mogoče imamo v nevladnem sektorju občutek, da pač preprosto ne moramo zaupati nekim tem digitalnim orodjem, predvsem, če se ukvarjamo z občutljivimi podatki, recimo zdravstvenimi podatki ali pa nekimi podatki, ki se tiče mentalnega zdravja in tako naprej. Ne. Se pravi, a je neka stigma tle tega? So naši podatki, ki jih opišemo v tej aplikaciji, res varni in kaj narediti, da bi bili bolj varni? Tako je, 100% varnosti ni, nažalost. Če lahko nas shekajo, bodo tudi nevladniki. Rešuje nas vse to, da nismo zanimivi v kontekstu količine podatkov, vsebine podatkov, demografsko nismo pač na preseku nečesa, kar bi bilo interesantno, ker tukaj zadnji je vedno denar. Ampak podatki so varni. Aplikacija je varna do tam, kjer je lahko. Lahko se naredi na super infrastrukturi, kaj je pomembno, se bom se pol mogoče še tudi o tem, če sem o tem več pogovarjal, ampak pomembno je, da je infrastruktura v Evropi, da niso to ameriški ponudniki. Zakaj? Trenutno je ves prenos podatkov z Ameriko nezakonit, že nekaj let. Ljudje tega ne vejo. Vsi zatiskajo oči, pa rečejo, vse nič hudega, saj bo. Ja, podatki so varni. Če je aplikacija zasnovana tako, da v največji možni meri skrbi za to, da so podatki tam, pa se ne drobijo, ne razparcelirajo, ne grejo v druge sisteme, plus, da so dostopi do teh podatkov na strani tistih, ki z njimi delajo, urejeni. Tukaj pridejo pa zapol politike, ozaveščanje zaposlenih oziroma prostovoljcev, v vašem sodelavcev, zakaj oni te podatke smejo uporabljati. Zakaj? Oni so tam z enim namenom. Organizirate projekt, prijavijo se udeleženci, ki želijo imeti korist od tega. Te podatki so zanimivi. Ljudje smo filmična bitja, ta je bila pa moja sošolka. Me zanima, kakšna... Ja, najbolj pomembno in tudi večina kršitev, napadov, ki se uspešnih, ki se zgodi prek uporabnikov, prek phishing napadov, prek takšnega drugačnega socialnega inženiringa. Če vi zaposlene ozaveste, da je to pomembno, kar delajo, kako delajo, kaj delajo in jih tudi nadzorujete pri tem, je to odličen začetek.
Pa fajn je imeti dobrega ponudnika, dobrega razvijalca programske opreme. Prijem bom dal besedo za Jožeta, pa ga bom vprašal nekaj o tem, kaj so tiste glavne ovire, ki v bistvu morda nekako preprečujejo širšo uporabo in tukaj mogoče njih ta izobrazba in nek ta preko conscience o tem, kako se te urodje uporabljajo, si ima nekaj Ključna stvar je zmeraj ta človeški faktor, potem pri varnosti pa preko te uporabi podatkov. Se mi zdi pa še ena pomembna stvar, ki pa izhaja iz tega, namreč nevladni sektor gradi svojo pojavnost v podobi tudi na lastni kredibilnosti, na lastni transparentnosti. In seveda, če zdaj mi kot nevladni sektor opozarjamo druge, vi niste dovolj transparentni, vi niste kredibilni, vi ne skrbite za varnost podatkov, moramo tudi mi sami pri sebi tudi na nek način razčistiti te stvari. Tukaj pa za en kavc, ki pa moramo paziti na nevladni sektor v kontekstu te digitalne preobrazbe sektorja kot takega, da bomo mi delali to, kar v bistvu drugim nalagamo. In tukaj moramo pri digitalizaciji potem tudi skrbeti za storitve pa aplikacije, ki krepijo transparentnost našega sektorja. Tudi v nevladnem sektorju imamo še zmeraj malo težave z objavljanjem lastnih letnih poročil na naših spletnih straneh ali pa pisati podrobnejše poročilo in tako naprej. Zdaj vidim, tu se že storitve grejo v tej smeri in enako velja tudi za zagotavljanje podatkov, ki jih moramo tudi znati skrbeti naših članov in tako naprej. Problem pa nevladnega sektorja so pa zmeraj kadrovske kapacitete. Zdaj po mojem, tukaj sem Jože. Ja, definitivno ta prva stvar, ki je ta kadrovska podhranjenost in pa predvsem ne samo kadrovska podhranjenost, ljudje, ki se v nevladnem sektorju izobrazijo za določena znanja, dobijo kompetence, so potem na nekem prepihu, ko se seveda etično odločajo, da bi delali v nevladnem sektorju, finančno, pa za preživetje se pa veliko bolj splača drugje. In iz tega izhajajo pač te naše finančne omejitve, pač na eni strani za samo plačevanje, po drugi strani pa seveda tudi za razvoj, da bi na nek način imeli svoje strežnike, recimo, da pač zagotavljaš še višjo varnost, ampak seveda, če imaš ti slabo zavarovan strežnik, je veliko slabš, kot pač, če imaš najetega nekega profesionala. Tako da, recimo, da je to. Druga stvar je seveda pomanjkanje strokovnega znanja in pa moje še v osnovi strah. Nas je vse zelo strah pred izgubo podatkov, nas je strah, ker seveda so visoke kazni, nas je strah, da se kdo se pa lahko potem sploh s tem ukvarja, kar posledično pripelje v to neko spiralo strahu in potem sploh ne vemo, kako bi rešili situacijo, zato ker se ne podamo tja. In tle je gotovo rešitev sodelovanje z temi zunanjimi strokovnjaki, z ljudmi, ki so to razvili recimo za biznis, za profit, seveda imajo pa tukaj tega občutka, da bi za nevladnike pač to naredili malo drugače, malo ceneje. In tukaj se pojavlja pa nova težava, da včasih potem še za razvoj najdemo nekaj ljudi, najdemo idejo, najdemo sredstva, ko pa je treba to vzdrževati, tam se nam pa v bistvu sesuje. In to je ta ovira, da seveda nevladniki razmišljamo 2 koraka naprej in ne razvijamo rešitev, če jih potem ne bomo mogli vzdrževati. Vzdržujemo lahko samo tako, da bi ta strošek naprtili v naše uporabnike. Težava med biznisom pa med nevladnimi je, da naši uporabniki nimajo teh sredstev. In seveda mi moramo to za njih narediti, da je, bi rekel, dostopno in to z več vidikov. In to je ta spet ovira dostopnosti. Če moraš imeti, najnovejši telefon, da aplikacija deluje, to ne gre, ker se moraš ti prilagoditi. Tako da potem pa seveda še neka slaba infrastruktura v nekih okoljih, potem dodatno gotovo ta varstvo podatkov, ki nas potem seveda omeji točno v tem, da pa ne vemo, zdaj prav delamo, in lepo je bilo povedano, ljudje kot bitja, ki nas nekaj zanima, potem gledamo te podatke, pa jih prenašamo na domač računalnik, pa ne vem kaj. In tle lahko pride do teh, bi rekel, ovir. Na splošno pa seveda moramo tudi vedeti, tudi vse organizacije ne bodo kar uporabljali digitalnih orodij, še zmeraj jih je nekaj, ki rabijo to samo kot pripomoček, zato da jim stvar deluje in ne bodo šli izumljati nekih novih aplikacij, ampak bodo uporabili odprtokodne programe, tako kot smo rekli, smo jih že zbrali enkrat in se sedaj tudi deluje, pa tudi ta, recimo, TechSoup, ki ponuja pač to programsko opremo za nevladne organizacije po dostopni ceni, tako da mi imamo neka orodja, mi imamo nek sistem, v katerega lahko pridemo in pridemo z manj stroški, zato ker smo nevladne organizacije in je to
tudi korporacijski svet nekako prevzel. Če lahko še dodam, mislim, da je dolgoročno bo treba povezati vprašanje profesionalizacije nevladnega sektorja z njegovo digitalizacijo. Ne. To pomeni profesionalizacija, ko govorimo o profesionalizaciji, govorimo o podpornih okoljih, strukture, regionalne stičišča, vsebinske mreže. In mi zdaj trenutno v nevladnem sektorju nimamo podpornega okolja za digitalno preobrazbo nevladnega sektorja. To nam manjka na tej sistemski ravni. Pobude grejo v to smer, da bi se ustanovilo digitalno središče nevladne organizacije, ki bi potem po teh različnih stebrih seveda naslavljalo izzive, kot so varnost podatkov, potem programerske storitve, infrastrukturo, tako naprej. Multimedijski steber je zelo pomemben, da imamo to neko videokomunikacijo, potem diseminacijo teh digitalnih kanalov. In se mi zdi, da je to tudi ena stvar, ki moramo mi kot sektor seveda pa tudi naslavljati, ko bomo pisali to strategijo razvoja nevladnega sektorja do 2030, tako se na novo piše. Te profesionalizacije pa digitalizacijo treba dejansko. In zato je bila moja zadnja točka, točno to pomanjkanje, informiranje in zavedanje o rešitvah, o uporabnosti, o sodelovanju. To je pač en tak, bi rekel, zaključen moment, kjer moramo se povezati. Pa vseeno bi tle mogoče, ker neki pesimizem je bilo slišati s tem tvojim izvajanjem Mečkena. Čeprav smo prej videli, da je pač Jan predstavil ogromno enih orodij, ki že zdaj funkcionirajo in jih lahko uporabno. Pa mogoče za tiste, da se strinjam s tabo tukaj, mislim, da se vsi strinjamo o tem, da ni digitalna rešitev za vse nevladnike, da zdaj pač morajo to. Ampak mogoče tisti, ki, to je recimo zate mogoče tako malo vprašanje, pa tudi za vse ostale, mogoče se lahko na to navežete, kako bi neke organizacije, za katere bi bilo smiselno to, da gre v digitalno preobrazbo, da se digitalizira, da uporablja ta orodja, pa mogoče malo cince bi ali ne bi, kaj bi bilo tisto, ki bi rekel, zdaj pa jaz mislim, da vam priporoča tole, da bi res to orodje. Morajo se prilagoditi, dinozauri so izumrli, tako da izvoli Simon. Jaz mislim, da prva stvar so recimo take dogodke, ki jih podporna okolja delajo, da se predstavijo, zberejo ta orodja, ki so mogoče, da se bolj natančno predstavijo funkcionalnosti posameznih, to smo se pogovarjali, mogoče imamo neke tehnične vidike, kaj so konkretne uporabnosti pa učinki teh različnih orodij dobre prakse, in pa, da se mogoče te dobre prakse dodatno spostavljajo kot neke skupne rešitve za nevladni sektor. Mi imamo zdajskrat problem, ker če že vlagamo v nevladni sektor, v njegovo digitalizacijo, so to pa neki vrtički. Tam nekaj razvije nekdo za nekaj za svojo mogoče mrežo, pa neke uporabnike, pa spet drugi so pa rešitve zelo podobne. In tukaj res rabimo neko sistemski pristop k modelu digitalne preobrazbe, ki združuje pa seveda odprtokodne pa zaprtokodne programe, pa se glede tudi neke etične vrednote, kaj pomenijo eni, kaj pomeni drugi, na nek način pogovarjamo o tem tudi, kar tudi pomeni potem nek motiv, ali uporabljam to opremo ali pa drugo. Se mi zdi, informirati, ozaveščati, dobre prakse izpostavljati. Je pa problem, spet imamo pa na človeški faktor, navade železna srajca. To imamo tudi na področju, ko treba spremeniti, recimo na okoljskih politikah, treba spremeniti neke navade, bolj transni način življenja, pa spremeniti mogoče neke navade mobilnosti. Podobno se dogaja s to računalniško opremo. Ko ti nekaj delaš, pa zate deluje, moraš tudi pa vedeti, da moraš nekaj časa investirati za to, da ponotraniš neko novo tehnologijo, digitalno tehnologijo, da drugačen delaš. Tudi strah je tukaj pomemben. Jaz mislim, da treba tudi potem znotraj nevladnih organizacij ne to pustiti, da posameznik se sam s tem ukvarja, mora imeti neko podporo, da je neka ta skupnostni moment in tako naprej. To je bil mogoče moment. Če sem lahko hudičev odvetnik, obstaja tudi lažji način, ki pa ni tako prijeten. Ena na ena se, ali pa v kontekstu enih skupin organizacij, ki se s podobnim ukvarjajo, se dobite na enem sestanku in preverite procese, kjer, recimo jaz zdaj lahko govorim za obdelavo osebnih podatkov, ker se s tem ukvarjam. Pa pogledajte procese, potem pa odgovorne za projekt vprašajte. Kje imate mape posameznikov, kje imate pogodbe s podizvajalci, kje imate izjave zaposlenih, da se bodo držali pravil, kje imate politike dostopov, kje imate opredelitve nalog, pa mi dajte to ven. In potem, ko boste gledali, pa bodo oni brskali po 6 omarah in bodo večino stvari našli, vseh pa ne, gledajte, informacijska rešitev, ki zahteva določen moment, določen interes, nekaj truda, tudi nekaj stroška, ampak jasno, tukaj govorimo o minimalizaciji stroškov, gledajte, rešitev, ki vam bo omogočila.
nadzor nad tem, s kom delate, zakaj delate, kaj kdo dela, kje so pogodbe, kdaj so spisane, koliko časa velja. Hudičev odvetnik je to, a ne, da ko bo inšpektorat prišel, informacijski pooblaščenec, takrat bo že prepozno. Pa nočem groziti s kaznimi, ker načeloma niso drakonski, kar se tiče pooblaščenec, ni tako represiven organ, a ne, so zelo razumevajoči, po mojih izkušnjah so zelo razumevajoči, se z njimi da marsikaj zmeniti, ne bojo kar kazni pisali. Ampak če pa vi ne boste znali na osnovne dokumentacije, na osnovnih pravil jim predložiti, pa nimajo izbire. In digitalizacija, kolikor je lahko zelo naporna, sploh za različne starostne skupine, ki niso s tem toliko v stiku, je čudovito orodje. In dejansko vi lahko z namenskimi aplikacijami, ki jih je prej Jan prikazal, ne, to so narejene zato, da vam pomagajo. In če zraven še kakšno zadevo olajšajo, pa ni treba pol iskati, vi samo en izvoz naredite, ja, ne vem, jaz ne vidim ovir, je pa res, treba se jih pa navaditi. Ja, vse mogoče jih to, ne? Treba je povedati, da so, kako bi rekel, vstopni stroški, ne? Se to je entry cost pravilno, vstopni stroški morda malce visoki, za kakšno aplikacijo, pa za kakšno stvar, pa za kakšne demografske skupine predvsem, ampak na koncu se pa splača dolgoročno. To je tisto, kar je treba povedati. Cost effort oziroma cost benefit. Ni sam strošek, ne. Je tudi energija, pa živci, ampak izplen je lahko ogromno. Mogoče bi zdaj še Simona vprašal, zdaj smo Slovenijo malo pokrili, zdaj smo se malo v Sloveniji pogovarjali, pa to velja tudi za ostale. Zanima me, mogoče poznaš področje evropske zakonodaje, direktive in tisto, kar predlaga Bruselj za Evropo, pa tudi za Slovenijo. Koliko mi temu sledimo, kar dobimo iz supranacionalnega nivoja in potem v našo vpeljavo, kje smo s tem, kaj lahko pričakujemo v digitalni preobrazbi? Marca je bila sprejeta ta krovna strategija, digitalna Slovenija 2030. Če greste brati ta tekst, mislim, 50-60 strani, so kar močne te reference na politike Evropske komisije. Evropske unije kot take, govorimo o tem digitalnem prehodu, govorimo o ta digitalni kompas. To, kar se je zgodilo s to novo strategijo, tiče se pa tudi nevladnega sektorja v primerjavi z strategijo digitalne Slovenije 2030, ki je imela to vodilo z intenzivno digitalizacijo, do neke digitalne preobrazbe, ker je bil bolj ta tehnološki, tehnični poudarek kot podstat digitalne preobrazbe. Se je pa tudi zaradi te COVID izkušnje se je pa zgodil nek tudi političen obrat v to, da digitalno preobrazbo razumemo tudi skozi neke človeške vidike in zdaj se zelo govori v Evropski uniji na človeka usmerjena digitalna preobrazba, neki humani principi. Zato je tudi ta nova nacionalna strategija, ima precej teh stvari notri vključenih, imamo posebej sklop, digitalna vključenost, nekaj se tudi govori o tej družba 5.0 in tako naprej, o zaupanju, o vključevanju ranljivih skupin in tako naprej. To, kar mogoče manjka v primerjavi z tudi temi evropskimi smernicami, ki so se pojavile v okviru debate o prihodnosti Evrope, te konvencije Evropske družbe, ki je bila zdaj, ki je bila pod francoskim predsedovanjem, ki je zaključena, je pa tudi ta neka digitalna preobrazba nevladnega sektorja. Mi smo skušali, ko smo bili vključeni, ko smo sodelovali v javni razpravi, vključiti v to strategijo tudi reference na podporno okolje za digitalno preobrazbo nevladnega sektorja, žal to ni bilo sprejeto. Čeprav so tam reference na digitalno preobrazbo v podporno okolje gospodarstva. Tukaj moramo še kot nevladni sektor malo bolj v smislu zagovorniškem smislu pritisniti in tako naprej. Zato bomo zdaj tudi poslali dopis drug teden na Ministrstvo za digitalno preobrazbo glede akcijskega načrta. Tukaj je zdaj še možnost, da se te stvari vključijo noter. Drugače pa seveda zdaj primerjati evropske, recimo te bruseljske mreže, ki imajo dostop do sistemskega financiranja, ki so, bi rekel, tudi podprte z večjimi projekti, pa mogoče slovenski, ta nevladni sektor, se vidi, da je v nivo investicije manjši. Mi zdaj v Sloveniji še nimamo tega sistemskega podpornega okolja, z MRU-jem je bil ta javni razpis narejen, nek prvi korak, Ministrstvo za digitalno preobrazbo zdaj napoveduje tudi razpis in to je nek trend, ki ga moramo tudi mi nek način obrniti, pa slediti tem evropskim smernicam. Ja, morda bi zdaj, ker imamo še nekaj časa, pa čisto odprl razpravo na splošno.
Slišali smo veliko zanimivih iztočnic, pogovarjali smo se o tem, kako je v bistvu pomembno nekako imeti neko samorefleksijo pri tem varovanju podatkov in se vedno predstavljati nekoga, ki je na drugi strani, da lahko iz tega izhajamo in potem v bistvu je naše izobraževanje tistih kadrov, ki jih imamo na razpolago, tisto, ki bo mogoče privedlo do tega, da že s tem, kar zdaj imamo, delamo bolje. Potem v bistvu na nekaj meri lahko rečemo, da imamo česa veseliti, na koncu koncev v naši digitalni preobrazbi, ker se stvari delajo, mislim, tudi se premika naprej. Ne samo zaradi tega, ker nas je nekaj ta COVID-na kriza v to porinila. Sicer smo, da se 20 let dogaja, mogoče se je to v javnosti začelo govoriti šele takrat, ker smo mogli biti res iti vsi v to. Tega smo se do neke mere navadili, do neke mere smo ugotovili, da so prednosti, sicer smo tudi odgovorili, da so ovire, obstajajo. Ampak se jih da reševati predvsem s tem, da se v bistvu izobražuje nekak kadre. To je bil nek tak ključen moment, se mi zdi. No, pa seveda, da se ustrezno financira, pač ta digitalna preobrazba, da se potem tudi organizacije, tako kot je bilo rečeno, ne povežemo na teh ključnih in tako kot delujejo recimo regijska stičišča, ker delamo na nekem lokalnem nivoju, ampak pokrijemo res veliko tem, da so vsebinske mreže, ki pa pokrivajo recimo to specifično, in se dejansko borijo na tem nivoju za to priznavanje, za spremembe, ki so, in seveda tudi uvajanje iz Bruslja, vsi vemo, da včasih so nam potrebne te direktive, zato da lahko premaknemo kaj pri nas. Jaz pa kot pesimist, tak sem po naravi, seveda gledam v tem tudi birokracijo, pač neke dodatne zahteve, ki pa terjajo čas, mi pa vsi zelo radi čas usmerimo v ljudi, v pogovor, zdaj, aj tu prek moderne sodobne tehnologije, da mi ni treba iti ven, ali pa da grem pa se dobim na dogodku, ampak vseeno je ključen človek. In tukaj je mogoče taka še en od zaključnih misli, je gotov ta vključevanje ranljivih skupin, vključevanje ljudi z manj priložnostmi, organizacij, ki nimajo, bi rekel, sistemskega financiranja, kot je bilo rečeno. Meni se gre tukaj, da bi na nek tak pameten način to zbrali, in seveda orodja, ki pa so razvita, in še posebej orodja, ki so razvita in financirana z državnim denarjem, da bi ta orodja seveda bila potem bolj prosto dostopna, in pa seveda, da bi bili ti projekti long term, torej tudi, če se financira razvoj, da se pač razmisli, da se mora financirati če vsaj 3 leta popravki, ker dvoleten projekt pomeni, da prvo let, če načrtuješ, pa programiraš, pa potem po 15 mesecih daš ven projekt, potem imaš pa še nekaj do konca, ampak glavne napake, to pa mogoče iz prakse, se pa pojavljajo potem z uporabo. Ker ravno to, kar je najtežji, med uporabniki, organizacijo pa programerji, narediti dobro sinergijo, da vsi razumemo, kaj želimo, je najtežje. Zato, ker programerji točno vejo, kako se vnaša, zakaj se vnaša, uporabniki pa včasih vnesejo malo drugače, pa se potem vse sesuje. Samo to je, pač ta dolgoročnost, ne izgovarjanje, da nismo vedeli, ampak samo, da imamo to opcijo, in Slovenija ima pač problem ravno s tem, da so razpisi res tako kratkoročni. Zdaj pa mogoče, zato se ne bomo udeleženci in vsi, ki smo danes tukaj izgovarjali, zato da nismo vedeli česa. Iz Ministrstva za digitalno preobrazbo so se nam sicer upravičili, so upravičili pač svojo participacijo pri naši digitalni dnevni sobi današnji, ampak vseeno so nam pa bili tako prijazni in poslali kratek PowerPoint, kjer bi izpostavil samo res tiste ključne stvari, mogoče mislimo lahko pomagati, v času še imamo, da bi pač povedal, kaj nas v bistvu v naslednjem kratkoročnem, srednjeročnem obdobju čaka z vidika razpisov. In ja, prvi izmed njimi, ga imate že na prosojnici, pred sabo je pač ta javni razpis za sofinanciranje usposabljanja otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo osnovnih tehničnih poklicev. Ta bo težek kar 5,5 milijona evrov in v bistvu je prvi rok za prijavo že kar kmalu, 27.6. Če lahko gremo naprej, naslednji slajd bi prosil režijo. Še naprej. Tako. Potem imamo tukaj še en razpis, na katerega lahko opozorimo, javni razpis iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru React-EU za dvig digitalne vključenosti prebivalcev starejših od 30 let. Tudi ta bo na voljo kmalu, ampak več informacij bo na spletni strani gov.si.
In pa naprej, potem bodo pa tukaj tudi programi evropske kohezijske politike v naslednjem srednjeročnem, oziroma to bi rekel dolgoročnem obdobju 2021-2027, ki bodo na voljo konec leta 2023. In to je, mislim, da tisti razpis, na kateri se prej tudi navezovali. Za več informacij se lahko obrnete na službo za evropske sredstva, na Ministrstvo za digitalno preobrazbo in tukaj pa magistrica Katarina Zadnik, ki vam bo lahko pri tem tudi pomagala in bo najverjetneje z veseljem odgovarjala na vsa vaša vprašanja. Na tej točki bi se jaz potem tudi zahvalil. Še zaključne misli? Če jih imamo, prosim. Dajmo jih. Zaključne misli in potem bomo v dveh stavkih. V dveh stavkih, ki ste prej govorili o digitalizaciji, pa cela zgodba, pa finance. Jaz bi z vidika varnosti, pa pustimo ljudi smo obdelali tehnično, iz prakse je bistveno ceneje, bistveno bolj varno, da aplikacije, ki so po namenu blizu, živijo na najeti infrastrukturi, katere upravljavci so strokovnjaki za varnost, za upravljanje, potem so pa uporabniki dostopajo do tja, kot da vsaka aplikacija živi na svoji namenski pod enem strežniku nekje v kleti. Zato, ker potem vi lahko resurse, ki jih ni, ljudi, ki jih je premalo, usmerite tiste 3, 4, 10, kolikor jih je v skrbništvo zaledja, veste, da ste tam varni, pa se lahko ostali ukvarjajo pa z uporabniško izkušnjo, pa s tem, da bo to živelo. Stroškovno je to bistveno bolj učinkovito, pa še bolj varno je. Mogoče čisto iz tehničnega vidika. Jaz bi pa izpostavil z vsebinskega, da rabimo v nevladnem sektorju informiranje medsebojno, izobraževanje in pa potem na koncu neko standardizacijo postopkov, pravil in tako naprej. Moja zaključna misel je v tem smislu, da kot družba bomo mogli začeti razmišljati razmerje med digitalnimi tehnologijami pa med družbo. Iz tega pa tudi izhaja, kakšen bo ta koncept digitalne preobrazbe v nevladnem sektorju. Vidimo zelo močne pritiske digitalnega kapitalizma in moramo tudi nevladne sektorje se vprašati, sledimo temu tržnemu momentu digitalizacije ali pa digitalizacija, ki bo šla nekaj bolj tudi nepridobitne, neprofitne variante, ki bo pa tudi potem služila na koncu človekov. Tukaj gre zmeraj za razmerja moči, tukaj so tu neki globalni trendi in nevladni sektor tukaj ne more biti, bi rekel, gluh pa slep na to, kar se dogaja. In to, ko smo rekli na začetku, tudi mi moramo biti nek obraz, svetilnik, kakšna je bila ta digitalna preobrazba. Še medlo pa mislim, da treba krepiti pa te družbene in pa človeške vidike. Jaz ne bom niti povezal vaših misli, ker so bile tako strelne zdaj in mislim, da se jih lahko udeleženci povežejo sami. Na tej točki bi se vam res samo zahvalil za to, da ste prišli, da ste sodelovali v naši digitalne dnevne sobi, smo se malo pogovarjali o teh stvareh, izpostavili zelo pomembne vidike, v bistvu preteklosti, prihodnosti, sedanjosti, digitalne preobrazbe in upozorili na tiste vidike uporabe digitalnih orodij, ki jih lahko zdaj naši poslušalci in poslušalke uporabljajo praktično od danes naprej. S tem bi se vam zahvalil, da ste prišli. Hvala. In vsem sodelujočim pa naslednja informacija. Zdaj boste imeli priložnost se povezati v posebne breakout sobe na Zoomu. Imeli boste seznam teh sobic na naslednjem slajdu in to je zelo preprosto. Se pravi, kliknete na povezavo, ki se vam pokaže na ekranu, glede na vaš interes seveda. Če pa to ne bo šlo, se mi pa izrežije povedal, da vas bodo z veseljem tem pomagali, če napišete v komentar oziroma v chat funkcijo na Zoomu. In to je to, mi se vam zahvaljujemo za ta prvi uvodni del, zdaj pa lahko dodatno izobrazite še v teh breakout sobah. Hvala lepa.